pozdrav vsem skupaj na ta lep snežen mrzu ponedeljek. Jaz bom začela pa rekla, da smo v zavezništvu pravzaprav bili edina stranka in edina poslanska skupina, ki smo vladi res dali 100 dni časa in 100 dni miru. Pravzaprav je to nekoliko malo časa za neko resno ali pa popolno oceno dela vlade, ampak ne glede na to je prav, da to oceno naredimo. In jaz bom rekla, da se pridružujem tistim, ki pravijo, da je teh 100 dni nove vlade, ki je za nami, pravzaprav zamujen čas. Zamujen čas za pripravo nekih konkretnih stvari, konkretnih ukrepov, konkretnih reform. Zavedamo se, da se v tako kratkem času ne da vseh stvari sprejeti, da se jih pa absolutno pripraviti do te mere, da bi leto 2015 lahko začeli zelo, zelo konkretno. Dosežki, ki jih omenja predsednik vlade kot dosežke svoje vlade, prvi rebalans leta 2014, se opravičujem. Zdaj, če sredi ali pa pravzaprav konec novembra sprejmeš rebalans, je to bolj ugotovitev dejanskega stanja. In tako je povedal tudi minister za finance, tako da težko to ocenimo kot nek velik dosežek. Bom rekla, če naredim še eno malo bolj plastično primerjavo, je to tako, kot bi se ob koncu leta hvalil, da si izpolnil svojo dohodninsko napoved, ki je pravzaprav dejstvo. Politična stabilnost, ki se jo omenja, res je, in z rezultatom, ki je bil dosežen na volitvah, kjer je največja vladna stranka dobila kar nekaj več kot tretjino sedežev v tem parlamentu, je to tako rekoč nujno in obvezno, ampak to politično stabilnost je treba uporabiti za to, da se določene stvari, ki so potrebne v tej državi, naredijo. Zaupanje v pravno državo naj bi se povečalo. Zdaj, če v stranki Mira Cerarja kot večjo pravno državo razumejo to, da so v komisijo za nadzor nad delom obveščevalno-varnostnih služb imenovali politika, ki ima še vedno en cel kup postopkov, kazenskih postopkov pred sabo. Jaz mislim, da so si naši državljani pravno državo predstavljali bistveno drugače. In na koncu, premier Cerar se rad pohvali z gospodarsko rastjo, ki je v tretjem kvartalu res dosegla več kot 3% in to je prvič po 6 letih, prvič po letu 2008, da beležimo več kot 3% gospodarsko rast. Znižuje se število brezposelnih, ampak ta vlada, gospod Cerar je nastopil ta svoj mandat 18. septembra in jaz verjamem, da se zaveda, da ni prav veliko prispeval k rezultatom te gospodarske aktivnosti, ki jo beležimo v tem trenutku. In na koncu mi dovolite, da omenim še kadrovanje, kjer pa je po moji oceni vlada in ta koalicija popolnoma padla na izpitu. Omenila bom pa samo 2 primera. Eno je minister za gospodarstvo in drugo je direktor Slovenske varnostno-obveščevalne službe, kjer je na žalost bilo bolj pomembno to, kdo je čigav prijatelj, kot pa to, kaj ti ljudje znajo oziroma kakšne so njihove strokovne kompetence. Tako da jaz na žalost mislim, da je za nami res 100 izgubljenih dni in vlada bo morala, potem pa nekaj več v nadaljevanju, zelo, zelo hitro začeti veliko, veliko bolj aktivno delati. O delu poslanske skupine v tem obdobju pa bo spregovoril vodja poslanske skupine. Hvala lepa predsednici. Z samim
uvodom smo v resnici prišli do tiste točke, ko govorimo, kaj v resnici pomeni 100 dni miru. 100 dni miru v resnici pomeni tudi za poslansko skupino neke vrste prelomnica, kako v resnici bo delovala tudi vnaprej. Kot veste, smo v poslanski skupini, glede na to, da smo najmanjša poslanska skupina v državnem zboru, v resnici skupina, ki si upam trditi, je ta trenutek prispevala k delu, v resnici tudi največ, za razliko od ostalih. Če samo grem z samimi dejstvi, poslanska skupina je v sam zakonodajni postopek vložila več predlogov zakonov kot vse poslanske skupine skupaj v državnem zboru. Namreč skupaj so jih vložile 8, od tega jih je SDS 5, Združena levica 1 in SMC 1, v poslanski skupini Zavezništvo pa smo skupaj vložili 18 aktov in seveda, če gremo po vrsti, kaj to v resnici pomeni. 18 jih je pripravila, 17 od tega jih je že vložila v sam postopek. Enega namreč čakamo do konca januarja, da vidimo, če bo Vlada Republike Slovenije izpolnila svojo zavezo, da bo pripravila akt o priznanju Palestine. Potem naslednja stvar, ki je za nas pomembna, je to, da smo v tem času, v 4 mesecih, se opravičujem, pripravili 2 pisni pobudi, poslanski, od tega, seveda to je bilo namenjeno tako predsedniku Vlade kot predsedniku Državnega zbora, od tega je bilo eno namenjeno za ustanovitev preiskovalne komisije za T6 in prav na podlagi takoj zatem se je ustanovila oziroma je zahtevo dala Združena levica po sami preiskovalni komisiji, sami smo prispevali podpise in tudi sodelovali bomo v tej komisiji. Zraven tega ne povem še, da smo pripravili en akt tudi o predlogu priporočila za etični kodeks poslancev, ki je še v postopku in bomo videli, kakšen odziv in reakcija bo seveda vseh poslancev in poslank v državnem zboru. Sam sem prepričan, da pozitiven, če kaj velja na tem mestu, etika in morala. Zraven tega je bilo še pripravljeno tudi kar nekaj poslanskih vprašanj, ki so bila, to se pravi, pisna in pa ustna, od tega 3 pisna, 2 ustni. Zanimivo je to tudi, da smo v poslanski skupini med pripravljalci zakona, se pravi tudi nosilci, prav vsi poslanci, tako kolegica magistra Alenka Bratušek pod predlog zakona o energetiki, Mirjam Bon Klanjšček pod predlog zakona o graditvi objektov, gospod Peter Vilfan pod predlog o priznanju akta, se pravi palestinske države, in ostalih 11 predlogov, kjer predstavljam celotno poslansko skupino vse moje 3 kolege poslance, se pravi še 11 predlogov zakonov. Zdaj, ker sem kar nekajkrat že predstavljal same zakone, vas danes ne bom s tem seveda prav na široko obremenjeval, še posebej ne v tistem paketu, kjer govorimo o spremembi vseh pogojev o kandidiranju političnih funkcionarjev, da v resnici ne morejo biti pravnomočno obsojeni seveda tudi politični funkcionarji. To velja, se pravi, za vse voljene funkcionarje in imenovane. Zraven tega pa je še kar nekaj tudi ostalih aktov, ki so za nas seveda in za državni zbor tudi pomembni. Med drugim je bil eden zakon, ki je že padel. V sobotni prilogi smo lahko brali, oziroma v sobotnem delu, če se ne motim, smo lahko prebrali izjavo predsednika Državnega zbora, kjer omenja, da je zakon o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih varnostnih služb ni bil podprt samo zato, ker je bil pisan za eno osebo. Predsednik Državnega zbora bo od zdaj naprej mogel začeti brati zakone. Namreč v tem zakonu ni bilo niti ene osebe omenjene in zraven tega je še to pomembno, da je bilo tam nekaj konkretnih predlogov za delovanje same komisije iz preteklosti za samo izboljšavo dela. Istočasno pa smo prepričani, da če bi bil ta zakon sprejet, danes v resnici ne bi imeli težav in ne samo zaradi ene osebe, ampak zaradi vseh poslancev in poslank, kajti tudi to je v bistvu neke vrste ena meja, ko pravzaprav se pove, kje pa je še funkcionar lahko, če se ne zna sam izločati v kakšni komisiji oziroma organu, ki odloča
tudi o njemu. Potem je obravnavala tudi na predlog poslanske skupine Komisija za poslovnik, predlog se pravi obrazložitve delovanja. Šlo je za znamenito komisijo o človekovih pravicah in pa komisijo o nadzoru javnih financ, kjer sta si v času sestavljanja vlade oziroma predstavitve kandidatov za ministre in ministrice dva odbora mimo poslovnika želela privoščiti hearing dveh ministrov, kar seveda ni bilo v skladu s poslovnikom, in Komisija za poslovnik je to tudi potrdila. Zraven tega smo predlagali in je v postopku novela zakona o graditvi objektov. Potem imamo pa še zakon o pospeševanju turizma, se pravi tako imenovani paket 3 zakonov, kjer v bistvu se izločuje STO iz samega Spirita in s tem seveda omogočamo kot neke vrste svojevrstno avtonomnost STO-ju in pa seveda tudi vpliv in moč na same predloge, izboljšav in pa prednostne naloge, ki bi jih turizem v slovenskem prostoru moral imeti. Naj omenim še zakon o energetskem zakonu, ki je bil vložen, kaj več o tem kasneje. Zraven pa še naj omenim, da je poslanska skupina v svojem delu, kot glede na to, da so bili povabljeni vsi evropski poslanci, več poslancev državnega zbora, z našim predstavnikom poslanske skupine, poslancem Petrom Vilfanom, edina udeležila in spremljala izvedbo nezavezujočega javnega posvetovanja o neodvisnosti Katalonije in s tem dala zelo jasno sporočilo, da v resnici tisto, kar smo v Sloveniji izvolili sami, v bistvu privoščimo in omogočamo tudi vsem drugim, ki mislijo, da imajo to pravico. Tako da na koncu ne omenim samo še to, da je tisto, kar je za nas pomembno, predvsem to, da se zavedamo, da je zavezništvo v vlogi, ki jo ima, se pravi opoziciji, zelo pomembno in že danes kot konstruktivna opozicija smo delovali predvsem res konstruktivno in od vseh zakonov, ki jih je vlada predlagala, smo glasovali bodi se proti ali se vzdržali samo 5 zakonom, ostalo smo podprli, kajti smatramo, da vse tisto, kar je dobro za koalicijo, je dobro lahko tudi za Slovenijo, če so seveda predlogi in pa sama zakonodaja dobri. Kaj več o nadaljevanju pa še predsednica. Meni pa dovolite še, bom rekla, kratek pregled tega, kaj bi bilo v letu 2015 potrebno narediti strani vlade, strani koalicije. Če začnem z javnimi financami, vsekakor z zanimanjem pričakujemo rebalans za leto 2015, kjer upamo in želimo, da bo vlada nadaljevala zdravo konsolidacijo javnih financ, se pravi, bo zbrala ukrepe, ki bodo pozitivno vplivali na gospodarsko rast in aktivnost, tako kot smo to delali mi v letu 2013 in v letu 2014. Pričakujemo dodatna pojasnila, predvsem pa izračune v zvezi z fiskalnim pravilom, kljub temu, da nam je to bilo obljubljeno že za nekaj časa nazaj, teh izračunov še vedno nismo dobili. Predvsem se nam pa zdi na nek način nedopustno, da si za tako pomemben akt, ki potrebuje dvotretjinsko večino za sprejem, predsednik vlade ni vzel niti minuto časa za pogovor v zvezi z to vsebino. Vsaj z našo poslansko skupino je bilo tako in jaz upam, da bo predno začnemo obravnavati ta zakon v državnem zboru našel to minuto ali pa 2 časa in se pogovoril z nami. Kar se tiče upravljanja državnega premoženja, seveda pričakujemo strategijo upravljanja, kjer bo vlada in koalicija jasno povedala in pokazala, kaj so tiste strateške naložbe, ki se jim Slovenija ne sme nikoli upreti,
katere so tiste naložbe, kjer ne bomo zmanjševali deležev, ki jih imamo danes in kaj vidijo kot, bom rekla, nepotrebno državno premoženje. Tukaj bom omenila primer Petrola, kjer so na predlog naše poslanske skupine pravzaprav vse stranke, razen stranke Mira Cerarja, podprli amandma v zakonu o izvrševanju proračuna, kjer smo vladi dali možnost, da prepreči tako imenovan tihi oziroma neznani kupci, neznanim kupcem prevzem Petrola. Še danes ne vem, zakaj se stranka Mira Cerarja obnašala tako, kot se je in zakaj, glede na to, da smo vladi dali pooblastilo, ni bila pripravljena stopiti skupaj z vsemi ostalimi poslanskimi skupinami. Seveda pa, glede na to, da je ta člen zdaj v zakonu o izvrševanju proračuna, je to na nek način začasna rešitev in jaz upam, da bo vlada prišla, če seveda bo ocenila, da je Petrol podjetje, ki je pomembno za državo z zakonom, ki bo to sistemsko uredil. Pri upravljanju premoženja je pomembna še ena stvar, to je, ali pa so kadrovske rešitve v Slovenskem državnem holdingu, kjer si želimo in upamo, da bodo bolj kot prijateljske povezave pomembne strokovna znanja in kompetence ljudi, ki bodo v nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga imenovali. Prav tako, bom rekla, že zelo zamujamo z ukrepi na področju zdravstva, tako da v začetku leta absolutno pričakujemo prepotrebne ukrepe na področju zdravstva in nenazadnje edini investicijski ali pa razvojni denar, ki nam je na voljo, je denar iz Evropske unije. Ni ovir, da s črpanjem iz nove finančne perspektive ne začnemo takoj. Bili so potrjeni, ali pa bil je potrjen pomemben dokument, ki je bil pripravljen že v prejšnji vladi, to je operativni program. Tako da res ni ovir, da ta vlada ne bi projektov pripravila takoj in že v letu 2015 začela z črpanjem evropskih sredstev, da se nam ne ponavlja zgodba iz te finančne perspektive. Gospod Cerar, koalicija je vlado prevzela pri 3-odstotni gospodarski rasti z delom, ki so ga pokazali v prvih 100 dneh. Te gospodarske aktivnosti ali pa rasti ne bo mogoče ohraniti na tem nivoju. Potrebni so konkretni ukrepi, potrebne so konkretne reforme, samo to bo državo držalo v dobri gospodarski kondiciji. V preteklosti smo že poslušali predsednika vlade, ki je govoril o sproščeni Sloveniji in o svetilniku. Naslednji je govoril, da ne smemo zamuditi francosko-nemškega vlaka. Danes nas predsednik vlade prepričuje ali pa nam razlaga, da je Slovenija zaspana. Sama sem prepričana, da Slovenija vsekakor ni zaspana, ampak je v pričakovanju in zato je čas, da se vlada zbudi in prične z resnim delom. Na koncu pa mi dovolite, da vam in seveda vsem državljankam in državljanom zaželim eno srečno leto 2015 in seveda čim več lepih stvari v naslednjem letu. Hvala lepa. Ja, že Božič, Pop TV. Gospod Bratušek, govorite o stvareh, ki prihajajo leta 2015. Leta 2015 bi naj bil tudi vaš strankarski kongres, je že znano, kdaj bo volilni, torej dokončno ne bo. Zaenkrat smo se na svetu stranke odločili, da bi v prvi polovici leta, v prvih 6 mesecih speljali programski kongres, zato so tudi bili ustanovljeni programski odbori, ki bodo predvidoma v začetku januarja začeli z delom in pripravili osnove za izvedbo tega programskega kongresa. Bolj točnega datuma ni? Ne še. Tomaž Bratuš, Planet. Vaša vlada pa potem predtem vlada Janeza Janše sta nekako delovali v okoliščinah, ko sta morali
konkretno hitro nekaj narediti, kakršnakoli že ocena tega, kar ste naredili. Pa me zanima, zdaj, ko ocenjujete vlado Mira Cerarja, bi pripisali, da je mogoče bolj podobna vladi Boruta Pahorja? Mislim, da jaz nisem pristojna, da ocenjujem ali pa primerjam vlade med seboj. Vsekakor vam lahko povem, da je naših 100 dni bilo bistveno manj mirnih, zato sem tudi uvodoma povedala in tako mislim, da je za to vlado 100 izgubljenih dni, ker bi lahko ob takšni gospodarski situaciji, brez pritiskov, ki smo jih bili deležni mi, pripravila konkretne ukrepe, konkretne reforme, ki bi lahko v začetku leta bili že ali pa bile že sprejete, ne da se bomo šele sedaj začeli o teh stvarih pogovarjati. Sandra Zrupe, RTV, kako v splošnem ocenjujete delo Državnega zbora in kaj pričakujete v prihodnje od njega? Sama bi si želela, da bi se lahko opozicija in koalicija večkrat dogovorile o konkretnih stvareh in jih skupaj tudi podprle. Nažalost me je v tem obdobju, ki je za nami, največkrat razočarala prav stranka Mira Cerarja, ki je sicer na volitvah razlagala, da bo v politični prostor vnesla drugačno prakso, ampak do danes, nažalost, niso bili pripravljeni podpreti tako rekoč nobenega našega predloga. Bom še enkrat dala primer podjetja Petrol, kjer smo se vse ostale stranke v parlamentu lahko poenotile, samo stranka Mira Cerarja ni uspela, ni upala, ne vem, glasovati za ta amandma. Sicer si pa želim, da bi postopki v Državnem zboru tekli bolj po rednih postopkih. Zdaj v zadnjem mesecu, decembru, sem imela občutek, da imamo v Sloveniji neke izredne razmere, saj smo po tekočem traku sprejemali zakone po nujnih postopkih, ki smo jih dobivali z vlade. Gospod Cerar je dal obljubo, da bo s 1. januarjem drugače, tako da mi ga bomo držali za besedo. Upam pa, da se bo tudi sam spomnil teh besed. Hvala. Ja, lahko povem to, da se preveč oziroma premalo zavedamo v Državnem zboru naslednjega dejstva. Državni zbor ni samo tisti, ki sprejema zakone, ampak predvsem tudi sprejema določene politične odločitve. Tega se v teh 4 mesecih nekateri enostavno še ne zavedajo. In s tem, ko sprejemajo politično odločitev, sprejemajo tudi politično odgovornost in dajo tudi neko sporočilo državljankam in državljanom, kako bo stvar potekala. Zdaj pa imamo občutek, da nekako drugi organi ali pa druge veje oblasti odločajo o tem, v katero smer mora Državni zbor. To je zgrešeno z vso logiko. Hvala. Naprej. Lahko še eno vprašanje, mogoče vsej lahko brez. Kako to, da v pregledu leta 2014 niti z besedo niste omenili vaše kandidature, neuspele kandidature za Evropsko komisarko? Delali smo oceno 100 dni vlade, če vas pa kaj zanima, lahko vprašate, nimam nobenega problema. Ok, recimo ob koncu leta, kako gledate zdaj na vse skupine? To, kar sem že velikokrat povedala, da mi je žal, da Slovenija ni spoznala priložnosti, ki bi jo z podpredsedniškim mestom v Evropski komisiji dobila. To je vse. Če ni več vprašanj, se vam vsem lepo zahvaljujem. Hvala in še enkrat srečno in lepo 2015. Hvala.